Evo takole, jaz bom kar začela. Hvala lepa vsem, predvsem omizju, tukaj nekaj obiskovalcem, ki ste se pozvali in odzvali na našemu vabilu in prišli praznovati skupaj z nami s turističnimi vodniki. Tukaj imamo mi mikrofon, tako da si ga bomo majčkeno podajali levo in desno. Kolegi doma za računalnikom spremljajo, če je vse v redu, majčkeno bomo s kamero, kajti gremo tudi v živo preko YouTubea. Danes je 21. februar, moje ime je Urša Srež in skupaj s kolegi prihajam iz Društva regionalnih turističnih vodnikov Argos. Kar pisana množica, bomo potem se sprehodili malo po imenih, se nas je danes tukaj zbrala z namenom, da praznujemo dan turističnih vodnikov. Pa ne samo praznujemo, kajti ta dan se pravzaprav od takrat, ko je leta 1985 bilo ustanovljena Mednarodna zveza vodnikov, imenuje mednarodni dan z namenom, da malo pogledamo naše delo, predvsem pa z namenom, da opozorimo na tisto, kar nas peri na eni strani in na drugi strani, kakšna je naša vloga v vsakdanjem življenju. Vsi smo vpeti v nek prostor in ker je letos Mednarodni dan turističnih vodnikov zeleno obarvan, tako ga je naša mednarodna organizacija tudi poimenovala, mi smo rekli in prevedli malo daljši stavek v turistični vodniki, promotorji zelenega turizma, je tudi ta tema in pa omizje, bom rekla, majčkeno zeleno obarvano. Hvala lepa tudi Mestni občini Ljubljana. Zakaj? Mi smo kot društvo Argos zdaj kar pridni, tudi gospa Alenka, vaša naloga in pa zasluga je, najprej naloga bila, zdaj pa zasluga, da smo pogumno začeli se prijavljati na različne razpise in uspeli, tako da smo letos Človeku in okolju prijazna Ljubljana z naslovom se na ekološki razpis prijavili in oblikovali skupaj z vodniki. Kolega Janez je tukaj, Manica je žal na poti, čebeljo pot, Janez bo majčkeno nas popeljal po tej zeleni Ljubljani, po Ljubljanici, pa seveda naša Mateja, smo oblikovali poti, ki nekako tako obiskovalce kot tudi naše goste in pa seveda prebivalce Ljubljane in Slovenije popeljajo po tem zelenem delu. Zakaj? Ljubljana je namreč eno izmed 100 mest Evrope, ki se je zavezala, da bo postala ogljično nevtralna. Če mogoče, najprej zdaj, ko pa smo nekako že ta uvod naredili, predstavim naše goste. Profesor dr. Sašo Medved je tisti, prihaja iz Univerze v Ljubljani, z Fakultete za strojništvo in je avtor samooskrbne hišice v parku, tukaj blizu ob Gradaščici, in je rekel, da on pravzaprav ne sodi v to naše omizje, ampak vendarle ja. Zakaj? Zato, ker ko smo sestavljali razpis oziroma da se prijavimo na razpis, so naše poti speljane tudi mimo vaše hišice. In zato vas je kolegica Mateja pozvala oziroma povprašala, kdaj je hišica odprta, tako da bomo kakšno besedo tudi o tem rekli. Potem prihaja iz Velenja, ki je drugo mesto, tretje pa Kranj, tako da sta kolegici z moje leve in desne strani, gospa Kristina Bogataj, Zavod za turizem in kulturo Kranj, turistična vodnica, in pa gospa Adriana Ježovnik-Andrejc, tudi turistična vodnica, prihaja pa iz Zavoda Šaleške doline. Torej imamo zastopstvo pravzaprav vseh treh krajev, ki so na tej isti poti. Na koncu, kot bomo ugotovili, brez hrane nikjer ne gre, gospa Lenka Puh je naša naslednja gostja, Etri skupnost, se pravi, da je družbena inovatorka, predvsem pa tista, ki, tako kot ste sami dejali, verjame, da so majhni koraki pomembni, in danes bomo pravzaprav pogledali, kakšne majhne korake lahko mi, kot turistični vodniki, kot prebivalci Ljubljane in širše Slovenije pravzaprav naredimo v tem smislu zelenega turizma. No in še na koncu gospa Alenka Blazinšek Domenis, direktorica zavoda Nefix oziroma koordinatorica
stičišča središča, s katero pa tudi zadnja leta zelo uspešno sodelujemo in smo zelo hvaležni za vse napotke, ker tudi verjamejo, to se čuti v naše delo. Tako da, če mi dovolite, bom začela kar z vami, profesor Medved, torej skupaj s študenti ste postavili sredi Ljubljane eno hiško, 30 kvadratnih metrov meri, sama priznam, da prihajam iz Celja in tako dobre Ljubljane vendarle ne poznam. Ko smo prijavljali in ko so kolegi predstavljali projekt, sem tudi sama prvič slišala. Zanimiva zgodba, ampak mogoče en pomemben korak na tej poti k brezogljični Ljubljani, brezogljični družbi. Mi nam lahko nekaj več poveste o tem projektu? Hvala. No, najprej bi mogel popraviti, res ta drugi vaš del je bil bolj korekten, avtorji tega projekta so študentje, mi smo jim pomagali skupaj z industrijo. Osnovna ideja naša je bila, da bi si lahko vse te tehnologije, ki jih mi predstavljamo in so povezane z energijsko učinkovitimi in brezogljičnimi stavbami, nekje vidi. Prvi obisk na vajah je namenjen temu in potem naša vizija je, da študente gradijo na tem vizualnem delu potem svoja dela. To je bilo prvi naš motiv, drug motiv je bil to, da bi vzpostavili eksperimente z dostopom na daljavo, kjer bi študente teorijo potem preverili z eksperimenti. In tretji cilj je bil predstavitev javnosti na vseh starostnih nivojih. In to je bilo v tistem času pač zelo aktualno. Danes pa pravzaprav imamo že pravila, stavb, ki pravzaprav vključujejo tehnologije in lastnosti stavb, kot je ta naša. Super, hvala lepa. Tako je, ja, skupaj s študenti seveda in pa tudi če imam pravi podatek, fakulteto za arhitekturo, nekako. Skratka, stavba, o kateri bomo tudi mi na naših vodenih ogledih po Ljubljani še govorili in osveščali, se pravi, ne zgolj študente, ampak tudi naše ostale obiskovalce. Gospa Adriana, turistična vodnica, tule na mizi pred sabo, pred vami, prihajate iz Šaleške doline, ki je nekako na prvo žogo eno industrijsko središče oziroma vsaj bilo in gospodarsko, tako. In ko pa sem malo preletela vašo spletno stran, skratka tudi Velenje je zelo, zelo zavezano k cilju brezogljične družbe, sem nekako prišla, me je presenetilo, ko ste navajali razloge na eni strani, zakaj vabite goste na ogled s turističnim vodnikom, ne samo 1, 2, ampak kar cela stran teh razlogov. In med drugim zelo jasno in glasno navajate o kodeksu za trajnostno naravnane turistične vodnike. Pa bi se mogoče malo dotaknili tega kodeksa. Vsi poznamo zeleno shemo slovenskega turizma, pa vendarle se mi zdi, da o tem sami turistični vodniki ne vemo dovolj. Ja, hvala. Jaz sem res ta kodeks prinesla kar s sabo. Predvsem zato, ker se sliši tako zelo resno, hkrati pa seveda to ni. In bi recimo prav vsako mesto, ki ima svoje lokalne turistične vodnike in neko lokalno strategijo o vodenjih, zagotovo moralo imeti tak kodeks, to so bolj smernice, torej turističnim vodnikom. Velenje samo je tudi pred temi nazivi, torej zelenega lista in pred samim tem nazivom mesta, torej misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, delovalo zelo zeleno. Torej, Velenje je rudarsko mesto, mi smo posegali v naravo in mi se že kar nekaj časa čutimo, da na nek način vračamo nazaj k naravi. Turizem pa je tisti, ki zadnje čase res veliko
na veliko, se pravi, se dogaja zgodba o turizmu v Velenju, turisti prihajajo na temo socializma, na temo rodarjenja, na temo energetskega kroga, torej imamo popolnoma cel krog energije in to je zanimivo za šolnike, za starejše ljudi, za tiste, ki želijo obujati svojo preteklost. In je prav, da tudi turistične vodnike, kajti kdo je turistični vodnik? Turistični vodnik namreč ima neizmerno moč. On je ponavadi ali celo skoraj vedno tisti, ki ga prvega vidimo in zadnjega pospremimo, potem tudi mi te izletnike ali pa turiste na avtobus. In tako, kot bomo mi predstavili to zgodbo naših mest, tako jo bo oni ponesli v svet. In če bomo mi tukaj trajnostni, je to tudi prav. In to v bistvu zajema ta naš kodeks. Torej, neke smernice vodnikov, kako dejansko turistom, izletnikom predstaviti mesto kot trajnostno, pa ne samo kot naše mesto, ampak kot način življenja. Ker ko bomo mi ta način življenja sprejeli, bo se vse nas veliko lažje in lepše. Res je, ne? Mogoče nismo na začetku dovolj poudarili, ampak zdi se, kot da to že vsi vemo. Turistični vodniki smo ambasadori našega kraja oziroma destinacije, v kateri delujemo. In lepo ste to zdaj povedala, ne? No, na drugi strani je druga turistična vodnica, ki pa prihaja iz Kranja. Kranj tudi velja torej za eno izmed teh 3 mest v Sloveniji z zavezo, da postanejo ogljično nevtralne in tudi v Kranju delajo velike korake na temo, ko govorimo torej o zelenem turizmu. Kako recimo se ta zaveza, ne, z razliko od prej odraža v delovanju vaših turističnih aktivnosti? Kot turistična vodnica, pa tako kot smo slišali, mi smo tisti, ki smo velikokrat res prvi, mnogokrat pa tudi edini stik z gosti. Tako je. Tako da Kranj se v bistvu že odvedno zavezuje k temu, tako da to je samo še en dodaten korak, kjer smo bili prepoznani, da gremo v pravo smer. In v Kranju že od začetka, pa tudi zdaj še bolj spodbujamo res to, da ko pride gost, da ga peljemo v te manjše, pogledati mesto, ampak ga pol povabimo, da gre kupiti k lokalnim dobaviteljem, v lokalne trgovince. Na glavnem trgu imamo vodnjak, kjer je pitna voda, jih povabimo, da grejo tja, si nalijo vodo v svoje flaške ali pa v stekleničke, kaj jih lahko dobijo na Ticu, kaj direkt zraven. In to je dejansko res vse to, kar pa pol še občina zraven v sklopu tega dela. Ponujamo tako Kranjvaj, ponujamo kar s kolesom, ki je po celotni občini, plus tega se združujemo v Gorenjska bike, kjer je 7 občin, kjer si lahko izmenjujemo kolese in to gostom tudi predstavimo. Poleg tega imamo tudi električne avtobuse, kot prvi v Sloveniji, imamo 4 in 4 še prihajajo. Tako da so res taki koraki, kjer spodbujamo goste še preden pridejo na destinacijo, da so trajnostni, da pridejo z javnim prevozom ali peš s kolesom in se tako pol tudi gibljajo po destinaciji in da tukaj pol upoštevajo, tako kot je že Arjana rekla, te zelene navade, ki jih mi delamo, da jih tudi njim prenašamo. Sami lepi primeri, prakse, ki jo lahko sledimo pri nas. Če se majčkeno odpravimo naprej do gospe Lenke Puh, rekli smo etri skupnost, ampak jaz bom takole začela. Turizma brez hrane ni. Hrana je pomembna, ampak na drugi strani pa tudi hrana in pa ogljična nevtralnost. Mogoče kakšna beseda o tem, ne? Ja. Zdaj, jaz sem predstavljena kot družbena inovatorka in se z vami, lokalnimi turističnimi vodniki, povezujem že kar nekaj let, iz razloga, ker seveda po eni strani ste skupina, ki sami sebe pogosto zaposlujete, kar pomeni, da od tega živite, se pravi, ste podjetniki. In mi kot E3 skupina podpiramo razvoj trajnostnega podjetništva. Se pravi, da je naša glavna prispevek kot neki povezovalci, nevladniki, da omogočamo, da nekdo s svojim delom preživi in istočasno s tem svojim delom tudi prinese družbi nek napredek. In zato mi oblikovana načela, ki so tista, na katera se zelo z lahkoto obrnemo, ko vzamemo hrano v
v ozir oziroma na prvo mesto. Ne. To so v bistvu dostojanstvo, ne. Če nekoga ustrežeš na dostojanstven pa način, tudi nekako preneseš neke svoje pa navade in kulturno in mu poveš, da si ga sprejel v svojo skupnost, kar je za turista, ki pride v neko družbo, pomemben, ne, da ima stik s prebivalstvom, ker je to za njega potem to boljše doživeti. Seveda ta odgovornost, da tudi temu turistu povemo, kako se pri nas obnašamo, glede pitne vode, glede embalaže, glede odpadkov in tako naprej, da se pač tudi ve, da se mora on, ko pride k nam, prilagoditi nekim našim navadam in dogovorim, ki smo jih sprejeli v naši skupnosti, sploh v vlogi teh zavez, ki smo jih kot mesta zavzeli in želimo doseči v določenem času. Ta pravičnost, ne, se pravi ta pravičnost v smislu, da pridejo sem in tudi plačajo pravične cene, sodelujejo z nami na tak način, da za sabo ne pustijo, ne vem, nekih slabših stvari za družbo, za skupnost, ki ga je sprejela, ampak da prispevajo k temu. In kar je zelo, zelo pomemben za turistične vodnike, za nas kot neko skupnost, da seveda vi pokažete temu pa turistu na pregledan in zanesljiv pa način, da to, kar govorite, da je tudi res, ne? Ker vi ste dlje časa v kraju in lahko tisto zgodbo okoli neke hrane realno tudi preverite in jo pravilno predstavite. Zdaj, na hrani se mi dotikamo dveh naših krožnih zgodb. Ena je hrane ne mečemo stran. Tukaj smo se mi zelo fokusirali na to, da pomagamo v smislu pokazati, da pač imamo Slovenci odnos pa do hrane, da ne vržemo nad stran in da se da tudi neke zelo inovativne prehranske produkte razviti iz nekih presežkov ali pa iz nekih takih stvari. No, tako da tudi spodbujamo razvoj nekih novih prehranskih produktov, ki so trajnostni. Recimo pri nas je razvit čika sladoled, čičerikin, ki je edini tak v Evropi, s tem, da ni samo finta v tem, da je to stročnica v sladoledu, ki je zelo ugodna za podnebje, za zemljo in za prehrano človeka, ampak je realno tudi proizvodna taka, da se v sami proizvodnji nič ne zavrže, ker tisto, kar ostane, se naredijo drugi produkti, ki grejo v solati in tako naprej. In seveda ta logika hrane ne mečemo stran, da pač tudi proizvodno temu prilagodimo in damo v ponudbo prave količine, ne, imamo ta glaš, ki ima tudi kavcijski sistem, se pravi 3 deci juhe, ker vsak lahko poje, ker pol litra bi imel mogoče preveč, pa bi že vrgel stran, tako da nek ta odnos naš, ki ga vsakodnevno prehrano uvajamo pri sebi, tudi lahko ponudimo obiskovalcem, turistom. In seveda naslednja zgodba, ki je zelo pomembna za to, da jo povem vam, je pa flora viva, biodiverziteta. To je pa v bistvu tista stvar, ki jo seveda s podnebnimi spremembami vsi doživljamo, ne, imamo več invazivnih rastlin, imamo pač sorte se nas spreminjajo, podnebje vpliva tudi na marsikaj in seveda tukaj imamo možnost preko hrane pokazati sebi in turistom, ne, da pač je pametno jesti koruzne žgance iz trdinke, ne iz druge sorte koruze in tako naprej. Zdaj, nekaj, kar so nam mogoče v zadnjih 20 letih trgovci in prehrana utujili, ne, znanje, da pač rečemo, čak malo jaz bom jedel pa, tako kot bo eni reklami na televiziji, krompir te sorte, ne, ker je za pire krompir ta dober, za pečenega je un. Seveda, da pomislimo, da je biodiverziteta neke sorte, so neko znanje, ki ga imamo zato, da se lepše obnašamo do okolja in do svoje prehrane in istočasno, da s tem tudi prispevamo, da se lahko narava prilagodi tem podnebnim spremembam. Super, najlepša hvala. Ja, te zelene teme, ne, če se zdaj preselimo še na stičišče, središče, so pa tudi zelo pomembne. Torej, prihajate iz zavoda Nefix, rekla sem že v začetku, da kar dosti v teh zadnjih 3-4 letih, ne, sodelujemo, naše društvo ima sedež, kljub temu, da prihajamo iz različnih koncev Slovenije, vendar le tukaj v Ljubljani, in tudi članov, roko na srce, je tukaj največ. Kako pomembne so, če se mogoče zdaj na začetku teh zelenih tem dotakneva te teme za vas? Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj, pa mi dovolite za začetek, dragi turistični vodniki, da vam zaželim vse dobro v vašem dnevu. Hvala. In se vam zahvalim, ker vam je mar. Vaše društvo na stičišču vedno doživljamo kot tisto, ki mu je mar, ki želi stopiti korak dlje, ki želi res ne samo reči, to je to, poglejte si ljudje, ampak
razvijati, osveščati in graditi neke res produkte, ki ne bojo zgolj v nek profiten namen, ampak res neko javno dobro. In tu smo se mi zelo, zelo dobro poklopili in skupaj ustvarjamo res potem na ta račun lahko lepe in dobre zgodbe, predvsem tukaj na ravni osrednje Slovenije, pa mislim, da tudi širše. Zdaj, zagotovo podpiramo te zelene teme, zelene prehode, ker brez tega, roko na srce, bomo zelo težko dolgoročno vsi skupaj sploh shajali. Pa ne vem, če se vsi skupaj sploh zavedamo razsežnosti te teme, pa ne bom šla tako daleč. Zato da, naša misija je podpirati vas, ki razvijate te teme in verjamem, da bomo tudi konkretno zelo dobro še naprej sodelovali. Ja, tele besede nas pobožajo, tako da hvala lepa. Verjamem, da tudi vas, ki ste tukaj v javnosti in tisti, ki ste doma. Mogoče pred drugim krogom vseeno povabilo vsem tistim, ki nas spremljate, tudi nekaj medijev je. Želeli smo torej z osveščanjem, to je tudi eden izmed glavnih ciljev društva, pa ne samo društva, ampak tudi današnjega mednarodnega dneva. Torej, kaj počnemo, rekli smo, in to zeleno pač je trenutno aktualno. Letos sploh, ker tudi naša svetovna krovna organizacija, torej Svetovna zveza društev, v kateri člani smo v društvu Argos v Sloveniji, tudi to temo nekako izpostavlja. Ni pa to edino, tale okrogla miza. Z okroglo mizo res že lansko leto smo začeli na temo standardov. Zakaj? Zato, da stopimo korak dlje, tako kot ste prej sama dejala, da izpostavimo neke pereče teme. In to je tudi namen te okrogle mize, da o tem govorimo, razmišljamo in pa, kot bomo potem na koncu sami glasno razmišljali, kaj lahko pravzaprav vsak sam pri sebi naredi, da smo boljši in pa da si ustvarimo človeku in okolju prijazno, pa ne le Ljubljano, ampak pravzaprav vsak naš dom. Te dni potekajo širom Slovenije brezplačni promocijski vodeni ogledi, na katere vas vse lepo vabim. Ta teden sovpada zdajle z počitniškim tednom prvega dela Slovenije, naslednji teden smo še na drugi strani Slovenije na vrsti, skratka idealna priložnost, tole skoraj že pomladno vreme, da raziščemo ali posamezniki ali pa v sklopu družine tisto, kar smo za vas pripravili. Danes zjutraj, se opravičujem, je majčkeno ponagajal škrat pri objavi, tabelca z vodeni se ves čas izpopolnjuje. Na našem Facebooku jo objavljamo, pa so se datumi majčkeno porezali, tako da obljubljam, da bomo danes ali pa v najkrajšem času, kolikor kolegica to že ni naredila, to popravili. Skratka, na portalu so vse informacije, kje lahko vidite in kaj lahko z nami doživite. Veliko je vodenj, pa ne le naših članov, podpiramo tudi vse ostale, vem, da se v Velenju, v Kranju, vse povsod veliko dogaja, na Krasu, pa verjetno sem pozabila še mnogo kaj. Obenem pa na vas, na naših vodenjih, tudi letos seznanjam z eno novostjo, to pa je srečolov. Mi smo nevladna organizacija, v javnem interesu in tako društvo izkoristili letos priložnost in blizu 300 nagrad so nam poklonili naši partnerji, smo nekako nabrali skupaj, nekateri ste tudi tukaj danes z nami in naši vodniki že pridno delijo srečo. Mogoče samo na to še opozorim, da je srečolov seveda z dobrodelnim namenom, da bomo del izkupička namenili plačilu članarinam v teh mednarodnih organizacijah, kar je za nas kar velik zalogaj. Zdi se nam pa pomembno, da smo člani, čeprav včasih mogoče tega namena na kratek rok ne vidimo, ampak je prav, da smo, sledimo trendom, smo nekako v tem svetovnem združenju in pa tudi invalidnim organizacijam, skratka nekako v dobrodelne namene, nismo pa pozabili na naše člane. Obljubili smo, da se usedemo skupaj, ko vidimo, kakšen izkupiček bo in skupaj nekako se odločimo, kam še del denarja namenimo. Tako da hvala vsem, ki v teh dneh kupujete srečke.
vsaka srečka pa zadane. Tako da je še toliko bolj zabavno sodelovati. Ja, osveščanje, torej zeleni napotki za obisk destinacije smo slišali, pa vendarle, jaz bi se še malo k vam, profesor Medved, vrnila. Vi se veliko ukvarjate, ne, s temi inovativnimi stvarmi, konec koncev torej tudi, da skupaj študenti postavite eno tako samooskrbno hiško. Kako lahko recimo pa jaz kot posameznik ali pa naši člani ali pa kdorkoli v vsakdanjem življenju naredimo, da mogoče pripomoremo k cilju, ki si ga je zdaj zadala Ljubljana, pa slišali smo Velenje, Kranj, verjetno bomo pa slej ko prej vsi enkrat na tej poti. Ja, naše življenje sestavljeno s predvsej aktivnosti, ne? In mi pokrijemo eno, in to je prizadevanje k nižji okoljski škodi, tudi preko manjše rabe energije. In še tukaj smo omejeni pravzaprav nastavljeni. To je naše tradicionalno področje, ki je relativno ozko v kontekstu problemov, ki nas čakajo v tem prehodu, ne. Na tem področju, za katerega mi seveda vedno razložimo, da je ta sektor odgovoren za 30% vse rabe energije in da povzroča 40% izpustov toplogrednih plinov, ne, malo motiviramo ljudi in študente. Na tem področju pravzaprav je v teh letih, prej sem jo vprašala, pravzaprav, ne, kakšna je refleksija na ta naš objekt. Pravzaprav, in to že tudi menil, to, kar imamo vgrajeno v tej napravi, praktično je postal standard energijsko učinkovitosti stavb. Se pravi, razlog, zakaj se to področje tako izpostavlja, je, da imamo tehnologije, ki so stroškovno sprejemljive, zato da vsaj v tem segmentu, pravzaprav, ki je širok, ne, lahko kar precej prispevamo k tem prehodu. Se pravi, na dveh straneh so aktivnosti, ne, zelo ambiciozne so zaveze, ki so znotraj Evropske skupnosti in ki jih je Slovenija predložila Evropski komisiji, na drugi strani pa tudi ozaveščanje splošne populacije je vedno višje. Super, in pri tem ozaveščanju, a ne, tudi je en del na nas, da z nekimi vodenimi ogledi, če govorimo o našem delu, z potmi, recimo, ki so speljani izven teh najbolj obljudenih točk, da tako rečem, skratka, kar nekaj stvari je lahko tudi v naših rokah. V Velenju imate cel kup enih turističnih produktov, a ne? In mogoče moje naslednje vprašanje je, kako ta zaveza, torej da Velenje postale, prej sva slišali o teh prizadevanjih za turistične vodnike, a ne, o kodeksu, ki ga želimo, da ga vsakdo prepozna. Kako se te zaveze recimo odražajo v delovanju aktivnosti pri vas v mestu? Ali pri programih, ali pri nekih teh stvareh? Ja, jaz bom rekla takole, noben kodeks nam nikoli ne bo pomagal, če tega ne bomo nosili v srcu. In to je naša največja naloga, tudi kot Zavoda za turizem Šaleške doline, da vse te turistične vodnike, turistične produkte obrnemo na tak način, z nekim mehkim pristopom, zagotovo ne z represijo, da bodo ljudje to začutili in začeli živeti. To je naša prva naloga. Torej, sam turistični vodnik lahko z svojim zgledom, mi kot ustanova lahko z izobraževanji, ki jih ponujamo, ki jih imamo res veliko in v bistvu na tak način spreminjamo način življenja ljudi, krajanov in pa tistih, ki prihajajo v Velenje. Naredili smo veliko produktov, eden izmed njih je čarobnost podeželja, to je, da smo dejansko turistične vodnike povezali s samimi ponudniki, ker se mi zdi izjemno pomembno, da se zmenjamo zgodbe, preden pripeljemo mi turiste do kraja, da vidimo, v čem oni razmišljajo, kaj je to, kaj lahko sami naredimo, a lahko ponudimo tudi recimo pri sami embalaži, se lahko sabo, ki prinesejo recimo, kot je takega, ne vem, ali kozarce, ali nekatere stvari. Nam se zdaj to zdi
tako ker en tak res težek korak, ampak malo po malo pa bomo prišli do tja. Saj ne izumljamo tople vode, po tujini je to že čisto normalna praksa, mi kot vodniki oziroma kot taki, ki veliko potujemo, smo prav presenečeni nad tem, da ljudje to že živijo drugje. Ne jim nek kodeks narekuje, ampak jim narekuje njihova duša, njihova torej osebnost. In to je tisti naš cilj, ki moramo mi ga dati ljudem, turistom in turističnim vodnikom in skozi produkte, ekoremediacijske otoke smo naredili na jezeru. Torej mi smo skopali ven premog, nastala je ogromna količina vode, mi imamo 3 jezera, ki so res krasna stvar za turiste, hkrati pa na nek način s temi otoki, ki smo jih implementirali na vodo, tudi kažemo, da mi želimo nekaj vrniti. Tisto, kar smo vzeli, bomo vrnili v naravi z nekimi takimi produkti. Še veliko je takih stvari, kot je že prej kolegica omenila, pitniki po mestu. Če bomo mi turiste prej opozorili, da si lahko tam napolnijo vodo, ne rabi nositi ne vem koliko plastenk s sabo in tako naprej. To so ene take stvari, s katerimi moramo živeti. Najprej mi sami, in potem bomo to z lahkoto prenesli tudi na druge. In čez nekaj časa bo to način življenja. In srčno upam in želim, da bo tako. Super, vesela sem, da razmišljamo v to smer in da pravzaprav nekako enako gledamo v prihodnost. Zelo podobna zgodba, verjetno tudi v Kranju, kjer tudi snujejo cel kup novih turističnih produktov iz leta v leto, pa me zanima, ali je zaradi teh zavez, ki jih je Kranj nekako sprejel, zdaj kaj drugačno snovanje produktov pri vas? V bistvu ne, zaradi tega, ker je že od vedno, sploh ker smo pač tudi zelena destinacija, torej pod zeleno shemo slovenskega turizma, pač gremo v sklopu, v teku tega in želimo pač te zaveze, pač prej smo jih ohranjali, tudi zdaj jih ohranjamo. Tako da imamo pač na raznih naših vodenjih, pač če karkoli zraven dajemo, pač so ti trajnostni materiali, lahko se pač na enem vodenju uporabljamo vodotopni papir. In je bil nekako v sklopu tega pač ustanovljen tudi informacijski center SOS Proteus, kjer pač prikazujemo človeško ribico. Zdaj pač bi se vprašali, kaj je človeška ribica v Kranju, ker imamo tam že več kot 60 let jamski laboratorij Tular, ki se ukvarja z proučevanjem človeške ribice in smo zaradi tega tudi v Verovih pod Starim Kranjem ta informacijski center dali, kjer se pač predstavi človeška ribica, zakaj je pomembna pitna voda in kako jo pač ohranjamo. In to so pač vsi taki, pač vsi produkti grejo v sklopu tega. Ja, spet korak po korak, pa se nekako skupaj sestavlja ta zgodba. Gospa Lenka Puh, jaz se bom vseeno še spet k ogljičnemu odtisu vrnila, ker se mi zdi, da o tem nam lahko veliko poveste, veliko delite z nami. Kaj so po vašem mnenju tiste nujne nekako aktivnosti, ko govorimo o turizmu, pa prehrani, pa ki jih moramo nekako? Ja, jaz moram reči, tisto, kar sem se jaz zadala že pred časom, ko sem vaše društvo srečala, ker je pač ime društva Argos, to je nepotopljiva ladja argonautska, moje podjetje se imenuje Jazon, tako da sem imela tukaj simboliko, zdaj pa lahko mi našemu županu Ljubljane povemo, kdo je bil prvi Ljubljančan, Jazon, tako malo za hec, malo za res, in mi, ki smo si dali napis na majice prvi Ljubljančan Jazon, smo imeli kar dosti pogledov našega župana, kdo je zdaj tle prvi, Ta neka simbolika, kako lahko neko tradicijo, neke legende, neke zgodbe pripelješ do turista, na tak simpatičen način, je seveda nekaj, kar mi podjetniki koristimo, uporabljamo pri prodaji svojih storitev in produktov. In seveda imamo mi ponudbo, zato smo tudi takrat naredili pa tečaj za vas ta impact turizem, ponudbo, da vam seveda olajšamo iskanje idej in priložnosti, ki jih lahko vključite v svojo ponudbo za turiste, iz stališča teh podjetnikov, mladih, starejših in seveda tudi znanosti. Namreč mi smo kot socialno-podjetniška skupina del Univerze v Ljubljani, mi imamo našo mini tovarno prav na Biotehnični fakulteti na Rodici,
kar pomeni, da smo družbene inovacije, ki seveda potrebujejo novo znanje, prihajajočo generacijo povezali z šolstvom in znanostjo. Zakaj? Ker seveda to potem pomeni, da nam ni treba vlagati vso energijo v to, da nekaj dokažemo, zapišemo, ovrednotimo, kar je tudi v bistvu neke vrste ogljični vtis, ker je to za nekoga posameznika lahko izjemno zahtevno evidentiranje, da on lahko potem to verodostojno predstavi nekomu. Če se pa to seveda meri in ocenjuje v širši skupini, pa seveda pomeni, da je treba ob tem ocenjevanju tudi pripeljati to neko razlago, kaj to je. Zato jaz govorim, da je ogljični vtis že za mene malo preživet, pa če tudi so še drugi vtisi, ki so bolj po meri človeka, se pravi potem trajnostna skupnost, vključujoča družba, vse te stvari so tiste, ki turista bolj zanimajo. Za mene ogljični vtis minimum vstopa v neki. In seveda tukaj jaz vem, da vsa 3 mesta, jaz sem zraven bolj pri Ljubljani, na krožnem gospodarstvu, bodo imela možnost na evropskem parketu dobivati večja sredstva za te zaveze. In seveda ta večja sredstva, če bodo investirana v neko skupnost, ne samo v infrastrukturo, tudi v ljudi, v znanje, v neko sodelovanje, bo seveda to prinesel za našo celo državo, družbo in posamezne sektorje znanstvene lahko temu rečem izvoz na domačem pragu, ker turisti, ki pridejo, so na nek način je to naš izvoz, čeprav pridejo domov in je to ogljično lažje, ker ni treba voziti nekam, ampak pridejo oni sami iskati. Tako da neka ta logika trajnostnega podjetništva, kreativnega sektorja, se pravi ta embalaže, vse te stvari, seveda, če jih delaš samo po izgledu, brez vsebine, brez neke točne informacije, hitro pride lahko do tega, ko se govori social washinga, greenwashinga, SDG washinga, vse te stvari so zelo hitro. Če pa govorimo o tem pristopu ekonomije bližine, se pravi, da veš, je to nekaj nastane, da pač act locally, go globally, je pa seveda to zanimiv in za turista, in za državo, družbo, skupnost in seveda okolju prijazno. Tako da tukaj je ta neka logika, ki jo jaz na področju hrane kot mentorca tem startupom in mladim prinašam in lahko ob tem, ker smo glih 20 univerze, tudi povem, da mi smo uspeli lansko leto prepričati našo vlado, da imamo 24. aprila dan brez zavržene hrane v naši državi. V tem času COVID-a je bila tudi sprejeta strategija za zmanjševanje viškov hrane, slovenska pred evropsko, tako da smo prvi bili. In seveda zdaj bo Univerza v Ljubljani imela festival Hrana za možgane, cel teden, kjer seveda bo točno to, kar mi govorimo, da če bomo se učili dovolj zgodaj, bomo to lahko dali v svoje navade in seveda to bo tudi potem naš obiskovalec na vsakem koraku čutil, ko se bo srečal s komorkoli, ki je dal nek šolski sistem čez, in bomo v Ljubljani predstavili prek alumni kluba Ljubljanske univerze, kdo vse se v naši državi ukvarja s pridelavo in predelavo hrane, kateri poklici so, bo zanimivo najdeti kakšnega, ki je mogoče diplomiral čisto neki X, mogoče na strojni fakulteti, pa je zdaj nek kmet, neko pridelavo ima. Tako da tukaj bo nek tak vpliv naše E3 skupine s pomočjo univerze oziroma preko univerze in raziskovalnih inštitucij, ki bodo zraven vpletene, da bomo pokazali. In takrat si mi zelo želimo, da bi vi kot lokalni vodniki pripeljali svojih okoli kakšne študente Ljubljanske univerze, takrat na obisk tisti teden, da se podružimo. Slovenija je tako majhna, če bomo 1 na 1 med sabo se več družili, pa poznali bojo te neke zgodbe šle iz Ljubljane v Kranj, iz Kranja v Velenje. Mi imamo tudi v Velenju velik festival Soundgarden, da je že 3. leto, ki propagira te trajnostne prakse, tako da fino je iti na počitnice iz Ljubljane do Velenjskega jezera, in s kolesom okoli Kranja. Tako da ta neka logika sodelovanja, povezovanja med temi 3 mesti lahko prinese še dodaten razvojni potencial. Ja, dobro iztočnico pa ste mi dala potem tudi naprej. Pri vas je v tem času zelo aktualna akcija Vsi sosedje, v katero smo tudi mi, Argos, v tej lokalni skupnosti nekako v Srednje Slovenije vključeni.
kako pomembno je poznavanje domačega lokalnega okolja, ne? To je recimo moje naslednje vprašanje oziroma mogoče kakšno razmišljanje o tem, pa mogoče ravno povezava o tem, kar je zdaj gospa Puh tudi nam nanizala. Ja, vsekakor. Stičišče Središče povezuje društva in druge organizacije tretjega sektorja na osrednje slovenske regiji. In kaj smo mi ugotovili? Ugotovili smo, da predvsem ljubiteljske organizacije pešajo, se starajo, nekako, ne bom rekla zamirajo, ampak morda bi lahko uporabila celo ta izraz. Izgubljajo se jedra. Po raznih okoliških krajih se lepo prebivalci migrirajo v Ljubljano na dnevni bazi, medtem ko domač kraj pa dejansko praktično nekako ni več tako pomemben, ker tam ljudje ne živijo in ne ustvarjajo v tolikšni meri, kot bi si to želeli, ampak ustvarjajo in živijo drugje. In tukaj smo se lepo našli s turističnimi vodniki, ker želimo na razne načine na stičišču podpirati ohranjanje lokalnih skupnosti, zaradi tega, ker ne bom naštevala sploh vseh benefitov tega, ker najbrž razumete, zakaj je potrebno negovati in ne bivati v nekem mehurčku na internetu, ker še vedno smo fizično telo in fizično nekje vpeti. In iz toliko razlogov je nujno potrebno, da ohranjamo to lokalno identiteto in prepoznavnost, da smo ugotovili, da so turistični vodniki ravno tisti, ki zelo dobro poznate lokalno okolje, in da je nastopil čas, ko ga je treba predstavljati tudi lokalcem. Ne samo zato, ker so lokalci morda to že nekoliko pozabili, ampak tudi zato, ker se v te kraje priseljuje neverjetno število ljudi in lahko dejansko povzroči takšno spremembo, da tudi domačini več ne poznamo svojega okolja. In domačini bi naj bili prvi ambasadorji, turistični vodniki ste pa v tem kontekstu dobri sociokulturni animatorji, ki svoje lokalno okolje predstavljate svojim sosedom. Zato, da bomo še čez nekaj let imeli te skupnosti. Ja, hvala lepa. Lahko tukaj nekaj dodam. Jaz moram reči, da to je v bistvu tisto, kar smo mi tudi kot Tripargo skupaj naredili. Moram reči, da je to kar nekaj let. Vem, da v Žičah je lokalna vodnica naredila ta izlet po Žičah, ki je vas 600 prebivalcev. Ki je danes zadaj nekje skrita in nam asistira. Jaz sem prve 3 izvode sem bila, ki je bilo še takrat, ki je bilo Marino v nebozete tistega avgusta. In moram reči, da je bilo ta prvič, se prav spomnim, da sem realno, mislim, da izven skupnosti edina, iz Ljubljane, v tem smislu. Pol se pa, se pravi, ta turistična nabira povečevala. In ta 6 ur smo hodili v tej vasi 600 prebivalci, kar si predstavljate, da je veliko časa. V bistvu smo obiskali vse lokalne obrti, vse tisto pač, kar nekako to prebivalstvo je preživelo čez stoletja in seveda videli v tem tudi tisto, kar jih bo v prihodnje še, otrocom iz ravno tretji. Tako je ta neka logika. Smo potem tudi v Ljubljani tisto leto, ko sem imela ta Impact turizem delavnico, so nekateri lokalni vodniki v Ljubljani recimo naredili turo po lokalnih kmetijah kot nakupovalno turo, na koncu Ljubljančani smo hodili potem po teh kmečkih trgovinah hrano kupovati v času covida, tako da ta neka logika, temu jaz rečem pač glavnega socialnega podjetnika v lokalni skupnosti v vlogi tega lokalnega vodnika je tisto, kar mi zelo podpiramo in tudi bomo še podpirali tudi v smislu, kadar je treba se organizirati za kakšne investicijska sredstva, ki seveda so pogosto preveč samo v infrastrukturo, ne pa v človeški kader. Hvala lepa. Ja, kot smo prej že omenili, teh vodenih ogledov za obiskovalce brezplačnih bo te dni, pa ne samo danes, ampak začelo se je že ta konec tedna, ki je za nami. Mislim, da bo kar slab mesec vse skupaj praznovanje trajalo, tako da ste vabljeni, da se nam pridružite in da na ta način raziščete ali svoj domači kraj ali pa kakšno bližnjo ali daljno okolico. Ker je danes dan turističnih vodnikov, bi mogoče vseeno še obe kolegici, na levi in na desni, kako pravzaprav vidve kot turistični vodnici
vidi ta vlogo vodnika, se pravi na terenu, promotorja. Se prej smo slišali nekaj o produktih, a ne o tem, ampak kako recimo kot tisti, ki sta v stiku ali pa ki smo v stiku, kako vidite to svojo vlogo? Mogoče Adriana ta prva. Ja, zdaj to je v bistvu na tak način, torej dober turističen vodnik lahko in mora biti tudi dober pripovedovalec zgodb. To je mogoče ena največjih lastnosti, ki jih moramo imeti, ker lahko imamo vso znanje tega sveta, če ga mi ne znamo nekomu povedati, je potem to lahko zelo dolgočasno in v bistvu brezpredmetno. To je prva lastnost turističnega vodnika, ki bi po mojem, torej Adriana, standardu morali imeti vsi turistični vodniki, potem pa šele znanje, seveda enako vredno znanje, ki ga mi dajemo, okoli mora biti seveda preverjeno, točno in tako naprej, ampak če ga ne znamo, potem to seveda izgubi svojo vrednost. Se pravi, delati na tem, delati na interpretaciji, delati na predstavitvi svojega kraja, imeti znanje. Turistični vodnik se ne naredi na izobraževanju turističnega vodnika. Ponavadi se naredijo že veliko prej, že v mladosti, tudi sami v družinah opazite, vedno eden tisti, ki ima govore, vedno eden tisti, ki ga zanima, nekdo, ki bere knjige, kajti ti ne moreš toliko knjig prebrati, ne vem, takrat za čas izobraževanja, kot si jih že prebral skozi življenje. Torej radovednost in potem plasiranje tega znanja. Jaz mislim, da upravljamo en čudovit poklic, ki v Sloveniji še mora dobiti na veljavi. Slovenija je tako lepa, tako široka, toliko lahko ponudi, če bomo to znali na pravilen način ponujati, se pravi se učiti od drugod, kjer že imajo, da ne bomo morda ratali neka masovka, pa spet izgubili na pomenu, a ne. Torej, to lahko mi turistični vodniki počnemo s tem, da se izobražujemo in s tem, da to znanje prenašamo in učimo tudi druge ljudi te srčnosti, te kulture in te pomembnosti našega poklica. Ja, lepo. Trenutno marsikje, ne, potekajo ta izobraževanja tudi pri vas v Velenju. Ravno tako zdaj. da verjamem, da je tudi to tisto bistvo. Je pa res, da se srečujemo tudi s tem turističnih vodnikov v Velenju, lokalnih turističnih vodnikov imamo preko 50. Delo samo je pa zelo specifično, tako da tudi v Sloveniji mislim, da lahko zelo malo turističnih vodnikov preživi to kot recimo svoj poklic. To lahko mi počnemo tako ob svojih poklicih, a ne, in tudi na tem področju bomo morali v prihodnje kot Slovenija kaj narediti za to, da bo to poklic, ki bo iskan, ki ga bomo lahko upravljali. Kaj pa v Kranju pri tebi? Saj ne vem, kaj bi še dodala, zaradi tega, ker je Adriana, mislim, da zelo lepo povedala, ampak ja, to, da turistični vodnik dela s srcem, to, kar dela, da pač predstavlja, da ima svoj kraj rad, take vodnike rabimo, taki pač vodniki moramo biti, ker edino tako bo pač obiskovalec, ki bo prišel, doživel naš kraj skozi naše oči. Ker če ni tak, da ni s srcem pri delu, bo obiskovalec občutil čisto drugačen občutek kraja, kot pa s tistim vodnikom, ki dela to srcem. Tako mogoče samo v nadaljevanju, vse ostalo je pa že. Pa jaz nekaj še nekaj dodala, ker verjetno to sami mogoče ne poveste, bom jaz povedala. Tukaj je tudi v bistvu malo delo našega ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem, če sem ga zdaj pravilno naslovila. Namreč mi v državi nimamo dovolj dobrih pravil postavljenih, kdo sme voditi, da bi lahko ta poklic prišel do pravilnega prihodka, da bi lahko ta poklic se upravljal profesionalno. Se pravi, če pričakuješ, da bo nekdo profesionalno delal, mora biti profesionalec, mora živeti od tega. Če mi tako pomembno funkcijo v turizmu dajemo na neke popoldanske espeje oziroma prostovoljne društvene aktivnosti, seveda s tem realno svojo kakovost turistične ponudbe zmanjšujemo. Tako da tukaj je treba vedeti, da naša država dovoli, da tuj turistični vodnik vodi v naši državi, to druge države ne dovoli. Se pravi, mora najeti agencija, ko pride v državo lokalnega vodnika, da zraven spremlja skupino, tudi če ima ta skupina svojega turističnega vodnika. Mislim, da je to Ministrstvo za gospodarstvo najmanj, kar mora narediti, če govori o transformaciji v trajnostno gospodarstvo, ker v nasprotnem primeru
Mislim, da sem slišala eno anekdoto, da je frančiškanska cerkev rdeča zaradi tega, ker je pač bil v naši državi komunizem. To mislim, da je največja sramota, ki se nam lahko zgodi, da nekdo nek spomenik, o katerem je veliko napisano, predstavlja skupini turistov, samo zato, ker je pač tuj turistični vodnik, ki ga noben ne preverja, koliko zna pa, koliko je kakovostno. Ja, res je, teh zgodb, o teh bi lahko zdaj še na dolgo in široko govorili, tudi na to problematiko sami ves čas opozarjamo in bomo zagotovo tudi o tem še kakšno besedo. Mogoče za konec, pa da gremo od besed k dejanjem in vaše mnenje me zanima. Se pravi, kaj bi vi sporočili nam, turističnim vodnikom, kot promotorjem, se pravi destinacije, danes govorimo o tem zelenem turizmu, ugotovili smo, kako pomembno vlogo v tem domačem kraju, okolju imamo in pa mogoče, če bi se odločili za eno spremembo, katera bi to bila? Mogoče kakšna ideja? Čisto na kratko kot zaključna misel ali pa mogoče kakšna druga tema, ki se vam je danes ali pa misel utrnila, da zaključimo tale naš pogovor. A smem jaz vprašati, mogoče že? Mislim, ker me zelo zanima, jaz seveda to hišo poznam. Ta hiša bo znotraj teh naših vodov, ki jih zdaj planiramo, precej pomembna postojanka. Jaz od zunaj poznam notočen smisel, pa na srce. Tudi zunaj se da dobro predstaviti, nekaj smo prej že rekli, da bo možno tudi si ogledati. Kaj bodo lokalci videli od konkretnih zadev, ki mogoče lahko aplicirajo, ali pa jim vsaj dajo, mislim, da lahko v svojem vsakodnevnem, v svojem življenju uporabijo? To je recimo moje vprašanje. Ja, v tej stavbi so vse tehnologije, ki jih je treba ugraditi v stavbe, ki se obnavljajo in seveda še toliko lažje v stavbe, ki se postavljajo na novo. Od tehnologij učinkovite rabe energije do, mi tukaj stavimo na sončno energijo, na proizvodnjo toplote in električne energije. Preveč imamo toplote poleti in smo zato potem mogli si misliti še na senčila na teh napravah in ta senčila smo naredili tako, da smo proizvajali tudi hrano. Hrana je pomemben vir energije, in če je zdaj malo zaključen z eno anekdoto, te jagode smo potem nasadili v ta senčila in rasle so v štirih vrstah in samo v spodnji vrsti nikoli nismo imeli jagod. Potem smo pa ugotovili, da je to taka zelo popularna lokacija za bližnji vrtec in zato so te jagode v prvi vrsti izginile. Zdaj, za nas profesore so pa bile potem v tej četrti vrsti pa še vedno na voljo. Skratka, tako kot sem prej omenil, mi imamo zelo pravzaprav stroga pravila, tako za sanacijo kot za gradnjo novih stavb. In pravzaprav vse te pomembne tehnologije, še posebej, če zdaj še naredimo korak naprej v prepoved eventualno zemeljskega plina in kurjenja biomase, pravzaprav smo pri soncu. Pri soncu in električni energiji, ki jo delamo od sonca, malo včasih pozabimo na toploto, ki je pomemben energent, mi pokrivamo te tehnologije. Vključno z hlajenjem sončno energijo, s toploto v poletnem obdobju. To je pa tisto. Vseeno bomo imeli jagode še, ampak bomo pa tudi toploto uporabljali za hlajenje. Skratka, to, kar pravzaprav stavba mora zagotoviti, prijetno, zdravo, storilno bivanje, ob čim manjši rabi energije, to v bistvu se ni drugače mogoče zamisliti kot s vsemi tehnologijami, ki jih mi imamo. Ampak praksa je pa zdaj seveda šla v tej smeri, zelo intenzivno na tem področju. Tako da, zdaj kakšne konkretne predloge za vaše delo bi težko dal, ker ne poznam to, lahko pa samo povem, da to bo zdaj že 15 ali mogoče 20 let, smo naše študente v Stroniša, kar ima naša skupina, peljali na pot, si se rekla sončna pot, to je bilo v okolici mesta Gradec.
In tam smo tudi se potem ustavili na kmetijah in so nam postregali z domačimi narezki. To je bilo nekaj, kar je bilo študentom zelo všeč. Ne to vse samo, kar so videli, ampak kako so se družili. In dostikrat so mi rekli, šele zdaj v 4. letniku sem zdaj spoznal svojega kolega, ker sem bil pač z njim na tej poti. Tako da to delo je pomembno. Vaše delo je pomembno tudi z tega vidika vključevanja, medsebojne vključevanja. Tehniko lahko hitro odpravimo. Hvala in se veselimo, seveda poti, ki bodo kolegi tukaj v Ljubljani pripravili tudi mimo vaše hiške. Jaz upam, da bodo tudi kakšno vstopili. Ja, nisem pozabila, ampak danes med gosti imamo tudi predstavnika Turizma Ljubljana. Nace Koncilija je tukaj, pa mogoče zdaj le prava priložnost, ko smo ravno pri Ljubljani in tem, da tudi njemu damo besedo. Rekel je, da bo ostal med publiko, čisto prav, ampak vseeno bomo veseli tudi kakšne vaše besede. Ja, super, najprej hvala za vabilo. Ja, v publiki sem pač malo pozno dobil vabilo, pa po dopustu to pač malo traja. Pri nas, zdaj slišal sem veliko lepih istočnic, predvsem z Adriano se zelo strinjam, mislim, tukaj smo tudi mi zelo podobno strinjamo k temu, kar delate v Šaleški dolini. Tudi mi smo letos v planu imamo narediti kodeks turističnega vodnika, bolj trajnostno naravnan kodeks, ker trenutno imamo posodobljen po slovenskemu kodeksu turističnih vodnikov. Hkrati se pripravlja, zdaj v kratkem bomo izdali tudi kažipot trajnostnih praks, se pravi, tukaj smo sodelovali s turističnimi deležniki, se pravi, povabili smo k sodelovanju različne turistične deležnike, tudi turistične vodnike. Ravno Janez je bil na obeh delavnicah, Mislim, da je, Ja, Janez je bil na obeh delavnicah prisoten in smo upoštevali tudi predloge turističnega gospodarstva. To bo zdaj v kratkem tudi gledali, se pravi, bo javno objavljeno, mislim, da začetek marca. Kar pa se tiče področja turističnih vodnikov, se pa tudi mi, to, kar je gospa Lenka omenila, ta luknja glede zakonodaje je kar zalogajno, ker se ga moramo čim prej lotiti. Kar se tiče izobraževanj, tudi mi stremimo k temu, da so pač, da tudi tehnike vodenja, recimo, da so skupine manjše, da ne uporabljamo zvočnih pomagal, recimo, da se bolj zatekamo k, zdaj neko se v slovenščini reče, whisper sistemom, audio pomagalo, da ima vsak udeleženec slušalko, To se mi zdi zelo pomembno, ker se moramo tudi odgovorno obnašati do našega lokalnega prebivalstva, do naših meščanov, da se tudi oni udobno počutijo v mestu, čeprav imamo veliko število obiskovalcev, da ti obiskovalci ne vplivajo odločilno na njihovo počutje v starem mestnem jedru. Tako da to bi bilo z moje, kaj bi vam sporočil, da nadaljujete, da ostajate redovedno, ker se mi zdi, turistični vodniki se zelo radi izobražujete, sploh v času, ko ni toliko večjega števila vodenj, da s tem nadaljujete, ker se mi zdi, da to zelo dobro komponirate potem in v svoje vodenje in tista vodenja, ki jih izvajate v sodelovanju z nami. In da so skupine manjše, to mi je zelo všeč, da sploh recimo društvo Argos to zelo skupaj z nami promovira, da so skupine manjše, to je meni zelo všeč, da pač zagotovimo tudi pretočnost na določenih lokacijah v mestu. Pa to bi bilo to, z moje strani. Hvala lepa. Da bom dala pa besedo kar naprej, mogoče kot kakšno zaključeno misel, saj ni nujno, da se ravno teh mojih vprašanj držimo, ali pa kakšno sporočilo nam vsem, pravzaprav turističnim vodnikom. Jaz mislim, da glavna stvar, katero se moramo zelo zavedati, je, da moramo mi biti zgled tisti skupini, ki je pred nami. In morda tudi anekdota iz mojega vodenja, čisto drugače je, ko vodiš mogoče osnovnošolske otroke ali pa starejše ali upokojence, lahko je popolnoma isto vodenje, ampak ga moraš popolnoma drugače zapeljati. In recimo hodim pred skupino osnovnošolcem in se že dvakrat prepognem in poberem smet, brez besede in ne razložim ničesar. Na kar čez nekaj časa pride tisti najbolj poreden fant, pa reče, gospa, kaj vi kar vedno smeti pobirate tako po tleh. Pa mu razložim, da se mogoče tudi jaz enkrat, ko sem bila otroka, pa vrgla nenamerno kako smet ali pa tudi namerno,
pa bom danes zato pobrala, da bo nekako krog sklenjen. In je tako v tišini potem ostal naprej, morda samo seme nekomu. So le na izletu, imajo se fajn, ne rabijo naših predavanj o tem, ampak jaz sem prepričana, da bodo ljudje razmišljali še o tem, tudi otroci, morda naslednji teden, morda čez en mesec ali pa čez kako leto, o tem, kar je slišal in videl, in to je naša naloga. Poiskati influencerje, poiskati tiste ljudi, ki znajo vplivati na širše množice ljudi in plasirati to znanje, in potem se bo tako zelo, zelo hitro prenašalo naprej. Super, hvala lepa. Torej, polagamo na srce, da pač mi smo res ti predstavniki naših destinacij, naših krajev, in da če bomo mi dobro opravili naše delo, bojo tudi turisti, gosti, ki smo jih pač se lahko tudi z njimi sprijateljili, še kdaj vrnili, pa obiskali naš kraj, pa še mogoče kjerga po Sloveniji, ker Slovenija le toliko mičkena, da se ji lahko podajamo. Tako da... Hvala lepa. Ja, jaz bi pa dala kot nek napotek, ko smo slišali, da imamo zelo pitno vodo, ne. Ampak voda pač ima samo en okus, ne. Zdaj, če hočemo mi prikazati naše okolje biodiverziteto z različnimi okusi, ne, seveda lahko ponujamo slovenski čaj. Zdaj, seveda ta čaj in te zelišča in vse te stvari so to bogastvo, ki ga imamo tudi ne samo v naravi, v nabiralništvu, ampak tudi v stroki kmetijski, Malarski inštitut tam Ležavca, Kmetijski inštitut Slovenije in veliko kmetij, ki so turistično pa naravnane, imajo pa dopolnilno pa dejavnost v čajih, ne, se pravi, tukaj nek ta okus dodaten, ki ga lahko ponudimo turistom. Mi smo namreč skupaj z 5 kmetijami, večinoma so tudi turistične in Hmeljarskim inštitutom in pospeševalno službo zdaj začeli pilotni projekt tega zeliščarstva, zato da bi realno kvaliteto okusa dodali tej naši kvalitetni vodi. Seveda vsako zelišče ima lahko zraven tudi kakšno bajko, ne, vemo, da je veliko priložnosti takih in drugačnih tudi v naši kulturni dediščini, tako da mislim, da iz tega ven, če boste rabili kakršnokoli podporo, se lahko obrnete pa na nas, da vas povežemo ali s tistimi, ki znajo zelišče pridelati ali razložiti, zakaj je neko zelišče tako, in bomo z veseljem vas povezali. Mi smo tudi Dušico Kunaver imeli v naši skupnosti, ki je pisala Čar rastlin knjigo, tako da ni znanja, ki ga seveda lahko vam pomagamo dati v vaše pripovedovanje turistom in v produkt, ki ga lahko turist takrat ali okusi ali kupi in nese domov. Hvala lepa. Doletela me je čast mogoče. Ampak kaj naj rečem? Jaz vas, Argos in vodnika, res doživljam kot eno tako prijetno, pozitivno, drug za drugega spodbujajočo skupnost. Vedno je veselje se srečati z vami, ker od vas pa res ena pozitivna energija, pa vidim, da se tudi med sabo znate dopolnjevati, spodbujati in tako naprej. In takih pozitivnih skupnosti, ki prinašajo naše okolje, to ni tako veliko. Zato vam želim, da jo znate še dobro graditi naprej in ste s tem v resnici tudi dober pozitiven zgled za ostale skupnosti. Da kljub morda kakšni družbeni realnosti, ki nam v tem trenutku ni najbolj naklonjena, se te stvari dajo. Imate pa zaradi tega tudi velik potencial, da naslavljate vprašanje, ki je v nekem širšem merilu zelo pereče, in sicer vključevanje mladih. Ravno zaradi te svoje pozitivnosti in take naravnanosti jaz vidim, da je to nekaj, kamor lahko mladi v veliki meri prihajajo in razvijajo to naprej. Tako da vam želim, da tudi na tem področju zelo dobro prosperirate. Ja, hvala lepa. To je še ena od tema, ne, ki jo tudi mi odpiramo, res je, in sem vesela, da smo danes tukaj pišana množica, ne? Da so tudi mladi vodniki in tako naprej, skratka tisti, ki delajo nekako v naši družbi. Preden zaključim, mogoče še tole, te dni poteka LUF, Ljubezen, umetnost in vandranje, festa, ne, v Ljubljani, in čisto ena povezava, se pravi, tako kot se izraža ljubezen na različne načine. Jaz res upam, da se tudi ljubezen do tega našega dela čuti in da jo predvsem čutijo obiskovalci, ki prihajajo,
tako da še enkrat toplo vabljeni na naše vodene oglede, vabljeni na srečolov, vabljeni v našo družbo, vabljeni tudi mogoče tisti, ki vas je zamikalo delo turističnega vodnika. Kljub temu, da smo danes govorili o tem profesionalnem delu, jaz vedno pravim, da je za turističnega vodnika torej prostor tudi nekje ob nekem rednem delu, pa mogoče te potem kdaj premami pa to količino zamenjaš. Skratka, vsega tega smo veseli, obljubljamo pa tudi, da bomo radovedni še naprej, da bomo še naprej izbirali teme, ki se tičejo nas vseh. Še enkrat želim vsem skupaj vodnikom, našim članom in vsem ostalim danes lepo praznovanje, nekaj lepega si privoščite, predvsem pa se veselim vodenih ogledov in pa sezone, ki prihaja. Hvala lepa vsem, ki ste si vzeli vaš dragoceni čas, hvala vsem, ki ste danes pomagali sestaviti, da smo tole okroglo mizo izpeljali, pripeljali do konca in hvala lepa in srečno. Hvala. Zdaj pa se jaz smo povabil, kakšen čaj, kakšna kava, voda, spita seveda. Kakšna beseda, Hvala lepa, Kušina pod Strehico se organizirala, seveda njihova donacija, kavico, čaj, pa tiste zraven pa Bober Marin doniral, tako da smo tudi tukaj, se povezujemo na različnih nivojih. Tako, hvala lepa. Da vas vabim tam, pa kakšna beseda. Ja, seveda eno slikco, samo da